samim kaznovanjem se v bistvu zadeva kaj dosti ne spremeni. Če gledamo mi zgodovinski razvoj, vidimo, da imamo že, kar se spomnimo, stane neka kaznovanja. Se kaznovan za to, se kaznovan za ono, ampak nič se ni rešilo. Se pravi, sigurno je pomembno, da obstaja neke kazni kot nek signal, da ne delajo pravilno, to sigurno, ampak to ni rešitev. Ampak se stavno se misli, da se bo s kaznimi zadeva rešila. Jaz mislim, da je problem v tem, da je ta zavest o živalih zelo slaba in na tem bi bilo treba več delati. Se pravi, bi bilo treba spremeniti zavest, oziroma ne spremeniti, to mora vsak sam, ampak delati na tem, da ljudje spremenijo svoje zavest o živalih, ker potem, če razmišljajo, da živali bolj pozitivno, se sigurno ne bodo več pojavljali, recimo primeri mučenja živali, trpljenja. Teda, s sankcijami je dokazano, da nič ne rešiš. Pa še lahko zadeve samo poslabšaš, veste, ker je nekdo, ki je kaznovan, pa potem še zenata še slabše dela. Teda, to je relativno zadeva, glede sankcioniranja. Treba je delati na spremenjene zavesti. Da je treba delati na ljudeh, da bodo začeli drugače razmišljati, čeprav kot terenc obalnega društva v bistvu, ko v rokah nimamo ničesar, kot se pogovarjati, izobraziti, dopovedati. In so ljudje, s katerimi se pač to da narediti, so ljudje, s katerimi je to čisto nemogoče narediti. In jaz pa mislim in zelo pogrešam višjo kaznovalno in tudi pogostejšo kaznovalno politiko, zato ker bo potem, po moji oceni, nekdo, ki bo danes plačal 400 evrov, pa jutri 400 evrov, čez en mesec 400 evrov, razmišljal, ali bi še imel tega psa, ali je boljše, da ga nima. In ko se bo razvedlo, da nekdo, ki neprimerno ravna, da to nekaj stane, tako kot bodo vsi odkriti, vsi malo bolj vozimo po predpisih, kot kar pač imamo ta prometni zakoni. In tako je tukaj, po moje, kar pa pogrešam naprej v bistvu za hujšo mučenje živali s smrtnim izidom ali pa skoraj smrtnim izidom, so pa tle za mene zelo vprašljiva slovenska sodišča. Ne vem, mogoče imam narobe podatke, ampak jaz mislim, da glede na to, da zakon dopušča tudi zaporno kazen, še največji mučitelji živali v Sloveniji niso bili v zaporu, nobeden ne. Tako tle se neha vloga društev, ljudi, prijaviteljev, civilne iniciative, VURS-a, inšpektorja, pa kmetijskega ministra. Tle pač sodstvo tisto, ki nastopi. In jaz bi bila zelo vesela, če bi naš gospod mučitelj iz Boršta, ki je pač povzročil psu dolgotrajne bolečine in na koncu smrt v bistvu, če bi šel eno leto odsedeti za vzor drugim, da jim ne bi prišlo več to na pamet. Res, jaz pa to zelo pogrešam. Jaz moram reči, da je učinkovitost denarnega kaznovanja z globami ima svoje prednosti in neprednosti. Zdaj tako, treba je omeniti, da je minister, tokratni minister, je jasno povedal tudi strokovnemu svetu, da v primeru spremembe zakona o zaščiti živali definitivno mora noter biti sprememba tudi določil o globah. Ker se pač je izkazalo, da so preprosto te prenizke. Se moram pa zahvaliti Andreji, ki je omenila problem zaporne kazni in predvsem kaznovanja mučenja živali, ker mučenje živali je kaznivo dejanje in kaznivo dejanje ni več v pristojnosti reševanja veterinarske uprave, temveč je to že stvar sodne oblasti. In mi, VURS, kakor smo sicer blazno zvedavi, kar se tega tiče, se pravi, nas definitivno zanima, kaj se dogaja s primeri, ki jih predamo ali policiji ali tožilstvu, mi nismo avtomatično obveščeni o tem, ali so koga obsodili ali ne. Ne vemo, kakšne kazni so jim dosodili in tako naprej, zaradi ne vemo, ali je kdo že odsedel za mučenje živali, ampak kakor nam je znano, še ni. Bi bilo pa zanimivo res videti reakcijo javnosti na kaj takega. Ker verjetno, roko na srce, ne potrebujemo več kot enega ali dva, ki bi šla za nekaj mesecev se malo odpočiti. To je definitivno ena stvar, ki bi jo z veseljem videli.
Živalska policija, to v preteklem letu je bilo ogromno debate na to temo. Debata o živalski policiji seveda izvira iz tega, ker pač na Animal Planetu vidimo te oddaje, kjer je to v Ameriki, pa tudi v Veliki Britaniji razvita praksa, da imajo neke službe, ki pač hodijo po terenu skupaj s kamero in pač rešujejo težave in rešujejo primere mučenja živali. Zdaj tukaj ven izhaja ogromno enih težav v dojemanju teh oddaj. Namreč to je vse prikazano tako, da ti ljudje, ki grejo pač ven na teren, imajo določene pristojnosti, da lahko stopijo na tuje ozemlje, da lahko posredujejo, zasežejo žival, da lahko vklenajo mučitelja, da odpeljajo v zapor. To je dovoljeno samo po naših podatkih v enem samem primeru, in sicer v državi New York, kjer ima dejansko policija, državna policija države New York, en oddelek specializiranih policistov s policijskimi pristojnostmi in določenimi znanji, da delajo pač kot ta prava živalska policija. Povsod drugod je to, vsaj po naših podatkih, so to službe, ki jih organizirajo nevladne organizacije v sodelovanju z uradnimi organi pregona. Se pravi, vi imate v Veliki Britaniji recimo Kraljevo društvo za zaščito živali pred mučenjem, ki ima svojo tako zvano živalsko policijo in pač hodi naokrog, rešuje te zadeve in ko ugotovi sum na mučenje, imajo oni svojo pravno službo v samem društvu, ki pripravi zadevo do te mere, da lahko v bistvu ovadi povzročitelja tega mučenja. Tudi v Sloveniji razmišljamo intenzivno o tem. V Kopru in v Mariboru v bistvu vodimo neke vrste pilotski projekt sodelovanja nevladnih organizacij z območnimi uradi veterinarske uprave, in v Kopru je to zelo uspešno, že leta. V Mariboru se je začelo v prejšnjem letu to sodelovanje in po naših željah bi pač takšna sodelovanje lahko zorganizirali po vsej Sloveniji, ampak seveda to pač čakamo zdaj na rečemo temu rezultate in kako bi tako prakso lahko potem prenesli tudi na druge področje v Sloveniji. Jaz predvsem zdaj ne vem, če naj bi to bila živalska policija ali bi pač to imelo kakšno drugo ime. Po moji oceni je v bistvu vsaj za neko začetno obdobje, ne vem, nema reči 5 let, ko bi se malo počistili obstoječe zadeve, veterinarskih inšpektorjev v Sloveniji znatno premalo, da bi se lahko lotili prav enega resnega dela. In kolikor vem, z državnih proračunov in tako naprej, tudi ni za pričakovati, da bi se ta številka kaj znatno dvignila. Glede na obseg dela, ki ga pač imajo za področje živali, bi mogel skozi eden biti samo na terenu, vsaj, da se vzpostavi pač neko stanje. Tako da meni ideja o, zdaj bom rekla, živalski policiji ali čemu drugem dobrodošla, s tem, da bi bilo treba, tle je zdaj dosti dilem, kdo naj bi to bil, kam naj bi to spadalo, pod državo, pod lokalno skupnost, pod redarje, pod živalovarstvenike, pod policijo, pod inšpekcijske službe oziroma pod vrstne nazadnje, da bi to kar postala neka, ne vem, da bi policisti recimo opravljali, jaz se ne navdušujem najbolj nad temi variantami. Mislim, mi smo recimo imeli razne akcije leta nazaj s komunalnim nadzorom, ko še ni bilo zakona, smo namreč imeli občinski odlog in je bilo to tako zelo hitro reševanje, glede na to, da smo imeli enega redarja konstantno na razpolago pač za akcije, ki je bil tudi dal skozi eno usposabljanje in ki je lahko, kar nam najbolj manjka na terenu, vse ostalo mi lahko rešimo v bistvu sami, da potegnemo ven v blokici in je rekel, zdaj vas bom pa poznaval. Mislim, mi pač tega žal ne moremo. Jaz bom tako rekla, da po eni strani nas neka neosveščenost ljudi o temu, kdo je društvo, kdo je veterinar, kdo je veterinarska inšpekcija,
še kar rešuje na terenu, ne? Ker nismo za ljudi pač tisti od živali. Ne? In zdaj z večino ljudi se da pomeniti, ker se pač ustrašijo, da ne bo temu še sledila neka kazen, pa še nek obisk, uniformiran pa tako naprej, se pač da pomeniti, potem so pač tiste situacije in tisti ljudje, kjer se ne da pomeniti. Ne? Tam bi bilo pa fajn, da ima nekdo uniformo, pa da lahko to malo bolj hitro ne delujemo. Jaz mislim, da smo v Sloveniji, ne vem, če sem pa čisto tekočen stvarmi, še daleč od tega, da bi to bila jutri ena prihodnost. Mislim, še je zelo veliko nedorečenih stvari. Jutri skoro zagotovo, ne, ampak to, kar sem imel s uniformami in te zadevami, jaz sem prepričan, tudi v tujini in to, kar gledamo na televiziji, je v veliki meri osnovano na tem, da pač pride nekdo v uniformi, ne, ker poprečen človek pač ne pogleda, kjer uniforma je in ne zahteva in neke identifikacije od človeka v uniformi in se po domače rečeno ustraši tega človeka v uniformi in prisluhne predvsem, kaj mu ima ta človek v uniformi povedati. Zdaj pa, seveda pa zelo odgovorno, da ta človek v uniformi ve, kaj govori in kaj pričakuje od tega človeka. Ne? Zdaj, zato morajo ti ljudje biti usposobljeni, morajo predvsem vedeti, kaj zakonodaja zahteva od lastnikov živali in kaj lahko on pač zahteva od tega lastnika. Tako da, tukaj je ogromno enih neznank in delamo na tem, da prosim ne pričakuje, da bo to jutri čisto drugače. Živalska policija ni rešitev, kot tudi ni rešitev to, da se poveča število kontrolorjev nad živalmi, ker mi lahko problem rešimo to enostavno na drug način. Če imate premalo kontrolorjev, pa preveliko število živali, je pač treba zmanjšati število živali. Potem boste imeli bistveno manj problemov glede kršitev proti živalim. In kako bi recimo lahko zmanjšali število živali? Na zelo enostaven način prepove se prodaja živali. Promet za živalmi. Promet mislim samo prodaja živali. Zdaj se živali prodajajo, mislim, kot prodajaš kot kamen, recimo, živali. In če boste vi prepovedali, kar je zelo enostavno narediti tehnično, da so veliki pomisliki proti temu, to je jasno, ker ideologija človeka je še vedno tista zelo sodična. Se zakon v 15. členu zakona o zaščiti živali lahko napiše čisto enostavno prepovedana je prodaja živali in boste imeli bistveno manj živali, kot jih imate sedaj. Recimo, na ta način boste rešili raznih tovarn živali, psarn, mačkarn, ko dejansko proizvaja živali samo zato, da jih prodaja, veste, kjer pa se pojavljajo zelo velike problemi. Na ta način lahko zelo enostavno rešite, mogoče ne takoj, ker to tudi ni proces, ampak zelo enostavno lahko rešiš ta problem. Če imate prepoved prodajanja živali, potem bo živali bistveno manj. Pa recimo tudi prepoved uvoza živali, kaj so iz nekih eksotičnih krajev, ker da živali tudi živijo tam, pri nas živijo v Sloveniji, ker ni njihovo naravno okolje, tudi je v bistvu nekaj vrste mučenja živali. Skratka, problem lahko rešuješ na enem koncu, lahko ga reši tudi na drugem koncu. S tem, da vnesemo v 15. člen zakona prepoved trgovanja, dejansko lahko dosežemo s tem, da bi bilo manj živali, hkrati s tem, da bi recimo pa po vaše tudi zmanjšali število kontrolorjev oziroma ne bi ga povečevali. Ker če mi napišemo nekaj v zakon, pomeni, da je to treba izvajati. In zdaj človeku danes, poudarjam danes, ni v naravi, da bi, ker piše v zakonu, da ne sme živali kupiti ali prodati, te živali ne kupi oziroma prodal. Kar pomeni, da moramo imeti nekoga, ki bo nadziral to, da ta človek dejansko ne kupi oziroma proda živali. Kar pomeni, da rabimo ogromno nekih resursov, da bi tako določilo izvajali. In tukaj je en velik problem, ker pač kot rečeno že prej, ta država ni vsak dan bolj bogata.